sem Anjo prosil, če mi lahko prebere to, kar bom pridil. Apostolska dela 10, 9 poglavij smo že dali skozi, zdaj smo v 10. V Cezareji je živel mož z imenom Kornelij, stotnik čete, ki se je imenovala Italska. Bil je pobožen in bogaboječ z vso svojo družino. Ljudem je delil obilno miloščino in vedno molil k Bogu. Po dnevi približno ob 9. uri je v prikazni razločno videl, kako prihaja k njemu Božji angel, ki ga je ogovoril. Kornelij! Kornelij se je zastrmel vanj in preprašan vprašal. Kaj je, Gospod? Angel mu je rekel. Tvoje molitve in tvoje miloščine so prišle k Bogu in spomni se je nate. In zdaj pošle nekaj mož v Jopo, da pripeljejo Simona, ki se imenuje Peter. Ta je gost pri stotarju Simonu, ki ima hišo ob morju. Ko je angel, ki mu je to govoril, odšel, je Kornelij poklical 2 izmed svojih služabnikov in vojaka, pobožnega moža iz svojega zvestega spremstva. Povedal jim je vse in jih poslal v Jopo. Naslednjega dne, ko so bili ti na poti in so se že bližali mestu, se je Peter uspel na teraso, da bi molil. Bilo je okoli poldne. Postal je lačen in zaželel si je jesti. Pripravljali so mu jed, njega pa je obšlo zamaknjenje. Videl je odprto nebo, iz katerega se je spuščala posoda, podobna velikemu platnenemu prtu. 4 vogali se je spuščala na zemljo. V njej so bile vsakovrstne 4-nožne živali in laznina zemlje in ptice neba. In od njega je prišel glas. Vstani, Peter, zakoli in jej. Peter je odgovoril. Ne, Gospod, še nikoli nisem jedel ničemu odeževanega in nečistega. Glas pa mu je drugič rekel. Kar je Bog očistil, ne imenuj nečisto. To se je ponovilo še 3. in posoda se je v hipu dvignila v nebo. Peter je v sebi ugibal, kaj naj bi pomenila prikazen, ki jo je videl. In glej, možje, ki jih je bil poslal Kornelij, so pozvedovali, kje je Simonova hiša, in že so stali pri vratih. Zaklicali so in vprašali, ali se tu kot gost mudi Simon, ki se imenuje Peter. Peter je še vedno premišljal o prikazni, ko mu je duh rekel. Glej, 3 možje te iščejo. Vstani in stopi dol. Brez odlašanja odpotuj z njimi, kajti jaz sem jih poslal. Peter je stopil k njim in rekel. Glej, jaz sem tisti, ki ga iščete. Kaj vas je pripeljalo sem? Odgovorili so. Stotnik Kornelij, pravičen in bogaboječ mož, za katerega pričuje vse judovsko ljudstvo, je dobil od svetega angela naročilo, naj te povabi na svoj dom in posluša tvoje besede. Povabil jih je v hišo in pogostil. Drugi dan je vstal in potoval z njimi. Spremljalo ga je nekaj bratov iz Jope. Naslednji dan je prispel v Cezarejo, tam ga je že čakal Kornelij, ki je povabil k sebi svoje sorodnike in bližnje prijatelje. Peter je hotel vstopiti, tedaj pa mu je Kornelij prišel nasproti in padel pred njim na kolena. Peter mu je velel vstati z besedami, vstani, tudi jaz sem samo človek. Medtem, ko se je z njimi pogovarjal, je stopil v hišo, tam je našel zbrano veliko ljudi. Rekel jim je, dobro veste, da je zoper postavo, če se človek judovskega rodu druži ali shaja s človekom tujega rodu. Meni pa je Bog pokazal, da ne smem nobenega človeka imenovati omadeževanega ali nečistega. Zato sem brez ugovora prišel, ko ste me poklicali. Toda rad bi vas vprašal, zakaj ste poslali pome. Kornelij mu je odgovoril. Bilo je pred 4 dnevi, prav ob istem času. Molil sem ob 9. uri v svoji hiši in glej, pred me stopi mož v belem oblačilu in mi rekel, Kornelij, Bog je uslišal tvojo molitev in se spomnil tvoje miloščine. Pošli v Jopo in pokliči Simona, ki se imenuje Peter, kot gost se mudi pri strojarju Simonu, ki ima hišo ob morju. Takoj sem poslal pote. Lepo si storil, da si prišel in tako smo zdaj vsi zbrani v pričo Boga, da slišimo vse, kar ti je naročil Gospod. Tedaj je Peter spregovoril. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij.
Miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil svetim duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj in delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo. Zakaj? Bog je bil z njim. Mi smo priča vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval. Ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog naprej vzbral nam, ki smo z njim jedli in pili, potem, ko je stal od mrtvih. Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvo in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi. Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali to besedo. Verniki iz Obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na pogane. Slišali so jih namreč, kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga. Tedaj je Peter spregovoril: ti ljudje so prejeli Svetega Duha, kakor mi. Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo? In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa. Na to so ga prosili, naj ostane še nekaj dni med njimi. Haleluja. Sveti Duh je tema apostolskih del 10 in še več od tega, izlil se je še na pogane. Haleluja. Pogani so v bistvu, to smo mi, vsi, ki nismo rojeni kot Židje. In gledajte si to, apostoli do 10. poglavja sploh ne štekajo, da evangelij ni samo za njih. A ni to noro? Oni do 10. poglavja sploh štekali niso, da je evangelij tudi za pogane. Wow. In pogledajte si zdaj človeka, ki sploh ni kristjan, Kornelij, Rimljan, vojak, stotnik, 100 ljudi ima pod sabo, se pravi, nek kaliber je to bil močen v duhu, v naravnem svetu in tudi v duhu. Zakaj? Vidimo, da je molil tip in dajo je daritve za Boga. Oni dajo svoj keš in molitve za Boga. A ni to dobra kombinacija? Eni ljudje mislijo, če imaš denar, ne moreš služiti Bogu. To je totalna neumnost. Eni ljudje mislijo, če moliš, ne moreš imeti denarja. To je spet totalna neumnost. Ti rabaš oboje, haleluja. Oboje rabaš, haleluja. Moraš biti zvest v molitvah in v financah. Oboje boš rabil, haleluja. Kolikrat si videl nekoga v potrebi, pa mu nisi mogel pomagati. Etko, ker še sebi nisi mogel pomagati. Bog hoče, da imaš več, kar rabiš, zato da lahko drugim pomagaš. In poglej si to stvar, ko ti moliš, ko imaš čas z Bogom, dobro je imeti nek čas z Bogom. Dobro je, da začneš že zjutraj čas z Bogom in kaj se ti zgodi? Naredil boš spomenik pred Bogom. Kaj to pomeni? Spomenik je nekaj, če bi jaz dal spomenik pred tvojo faco, ne moreš iti mimo njega. Ti moraš nekaj narediti s tem spomenikom. In če bi rad zgradil spomenik pred Bogom, ne si kupovati raznih Marijic pa Jezuščkov, v duhu zgradiš spomenik. Tako da moliš pa daješ za Boga, daješ za Božje delo, podpiraš cerkev. Danes smo imeli čas, ko ste vsi lahko darovali v Božje delo. To je the best, haleluja. Ful dobro. Ampak, če si zvest, da nekaj konstantno delaš, ni treba, da delaš ful radikalne korake, ker ne boš mogel vsak dan delati nekaj fenomenalnega. Ampak vsak dan lahko malo narediš. Vsak dan lahko moliš nekaj časa, ni treba moliti 10 ur na dan, ampak lahko vsaj 10 minut začneš. Pa si sam z Bogom. Pa zjutraj imaš en čas, kjer telefon ugasneš, ker te noben ne more motiti. In pol si poslušam Bogu in nekaj se zgodi, angel ga je obiskal. In pogledajte, kaj je angel rekel. Angel je rekel, hej, v Jopi je en človek, pojdi po njega, Peter mu je ime. Kako je lahko Bog vedel, da bo Peter rekel, ok, pridem k poganu. Bog ti zaupa, haleluja. A ni to dobro? Bog je zaupal Petru. Se pravi, če imaš ti Svetega Duha,
To pomeni, da te Bog vedno lahko uporabi, da nekomu greš pomagati. In Bog bo poslal ljudi v tvoje življenje, ki jim moraš iti pomagati. Jaz sem recimo danes zjutraj odpotoval 3 ure, da sem eni osebi šel pomagati. Zato, ker mi je Bog dal to na srce, da moram iti. In pol, če ti Bog nekaj govori, da moraš iti, pol se imaš fajn, pol uživi v tem, haleluja. Amen. Treba je uživati z Jezusom. Če uživaš z Jezusom, boš ful več naredil, kakor če ti je vse neko breme in težko. In kako uživaš? Tako, da si izpolnjen s Svetim Duhom. Brez Svetega Duha je krščansko življenje totalen napor. In niti treba živeti brez Svetega Duha. Ti ga lahko že zjutraj ga povabiš, rečeš dobro jutro, Sveti Duh. Poglejte si v 19. vrstici. Duh mu je rekel, se pravi, Sveti Duh ti bo govoril, haleluja. A veš, da Sveti Duh ni ena rjuha, ki leti po luftu. On je Bog. Amen. A kdo ve, kje je Jezus danes? Kje? Na desnici očeta je. In zastopa za nas. Kdo je pa tukaj med nami in v nas, v tej dvorani? A kdo ve? Sveti Duh. Haleluja. Sveti Duh je pa v tebi in med nami in okoli nas in nad nami in pride ko olje, pride ko ogenj. Ampak on je Bog, ki tebi govori, haleluja. In on te nikoli ne bo pustil brez svojega glasu. Štekaš? Recimo, eni ljudje so ful jezni na Boga, ker se jim nekaj slabega zgodilo. In se rekel, pa če bi bil Bog, kako mi ni zaščitil? On ti je govoril. Jaz recimo, ko sem razbil avto, mi je Bog 3-krat govoril, naj bremzam, pa ga nisem poslušal. In kva ne on naredil? Ne mi zdaj dvigne avto, pa ga premakne. Tudi to je možno včasih, ampak večinoma, 99% ti Bog govori, haleluja. In kdo ti govori? Sveti Duh. Sveti Duh ti govori. In on je Bog, Sveti Duh je Petru 3-krat mogel dati vizijo, 3-krat mu je govoril in on ni mogel sprejeti, da kar neke nečiste živali mora zdaj zaklati pa jesti. In Bog mu je pokazal, nič ni nečisto, ker sem jaz čisto. Se pravi, pogani niso nečisti. In pol je Petru dal navodilo in rekel, prišli bojo ljudje do tebe, pa id z njimi. Moraš iti. Se pravi, Bog je, ena stvar je to, da Bog hoče imeti odnos s tabo, da ti bo lahko zaupal. A ni to the best v enem odnosu, da se lahko zaneseš na nekoga, haleluja. In pol si rečeš, maja, če bom Rodrigota poklical, pol bo to narejeno. Če bom, pa če on ne more, bom pa Boštjanu rekel. In probleme, če nam Bog ne more zaupati, če se nam nikoli ne da ga poslušati. Zato je ful važno Boga poslušati. Ker pol on ve, da ga ti poslušaš, haleluja. In ve, da kar akcijo bo tebe poklical. Zato je rekel, vzemite talent unmu, ki ga je skril, in ga dajte unmu, ki jih ima že 10. Zakaj? Zato, ker on je najbolj produktiven. Bog, bolj, ko delaš to, kar ti je dal zdaj, še več ti bo dal. In še bolj boš blagoslovljen. In nikoli ne boš imel preveč dela, nikoli ne boš utrujen, vedno boš pod njegovim blagoslovom. Zato najci neki, če ti je dolg čas, vpraš Boga, kaj lahko delam za te Bog. Uporab me danes. Da beste, da že zjutraj se daš celega Bogu na razpolago. In enkrat ti bo dal ljudi, ki jih moraš poklicati, eni bojo tebe poklicali, začel se bo dogajati, haleluja. Karkoli delaš, če imaš posel, verjem Bogu za še več, haleluja. Meni enkrat en brat rekel, jaz molim, da nimam preveč, da imam glih prav, da se nam prevzel, pa ne premalo, da nam razočara. Sem rekel, ma kakšne sebične molitve? Najboljš, da kar umreš takoj. Najboljš, mislim. Vas poln strahu moliš nekaj. Bod radikalen, haleluja. Pojdi po vse, kar ima Bog zate. Amen. In druga stvar, Bog, vidimo,
tukaj govori, Korneliju govori, in podoben kakor apostolu Pavlu, ki je poslal Ananija, da mu oči odpre, je že vnaprej vedel, da bo Ananija prišel. Isto tukaj, Bog že vnaprej ve, da bo Peter prišel. Zakaj? Ker Bog je že cel film pogledal. In on je že tukaj na koncu filma in vidi, da bo Peter rekel, ja, ka mu bo zatežil še s tretjo vizijo. In ve, Peter končno se bo omehčal in bo šel. Se pravi, če ti je Bog nekaj rekel, pomeni, da je to dobro. Pomeni, da ve, da boš to naredil. Amen? Se pravi, Bog, on tvoj konc pozna že od začetka. Zato moraš vedeti, če ti je Bog nekaj dal na srce, če ti je Sveti Duh nekaj govoril, da delaš z eno osebo, da imaš odnose z določenimi ljudmi, karkoli, zakaj? Ker on že ve, kako se bo to končalo. In isto je pa v negativno smer. Bog že vnaprej ve, s kom ne biti skupaj, ko on ve, kakšna bo ta oseba čez 1 let. On ve, on je cel film že pogledal in on hoče sam najbolj zate. Amen? In to je ful dobro. Se pravi, a vidiš, koliko je izrednega pomena, da imaš čas. Poglej si Kornelija, on ima čas, kjer je vsak dan z Bogom. Drugič, Peter ima čas, kjer je vsak dan z Bogom. Piše, šel je na streho molit. Se pravi, on je imel na strehi, ni imel džakuzija pa bazena, čeprav to tudi ne bilo narobe, ampak je imel čas za molitev. Se pravi, on je imel eno fiksno mesto, kjer se je družil z Bogom. Jaz ti povem, imej plac z Bogom. Jaz, ker sem začel odraščati z Bogom in sem se vrnil iz Anglije nazaj v Slovenijo, prva stvar, ki mi je Bog govoril, je odselil se od staršev. Zakaj? Da bo imel svoj prostor za Boga. In pol mi je govoril, da naj najamem stanovanje svoje. In mi je še ceno povedal, in je bila smešna cena in mi je Bog vse zrihtal. Sam sem mogel iti v akcijo. In preden sem se odselil, sem imel pa čas z Bogom v Jugotu. Sem šel v Jugota in sem gledal, kje ni nobenega, da sem lahko drl, pa molil, pa jokal, pa se smejal, pa imel cerkev v Jugotu. Dokler ga nisem razbil. Sem razbil svojo cerkev in pa sem se mogel odseliti v svoje stanovanje. In ko Bog vse na dobro obrne, sem razbil Jugota in dobil 2,5-sobno stanovanje. Halleluja. Dosti boljš. Ampak ti se moraš odločiti, da boš imel en plac z Bogom. Amen. Bod radikalen. Amen. Ne biti polovičar, ne imeti kar TV ti gori, telefon, vse ti gori. Ne, vse ugasem. Imej čas, ker sam ti pa Bog. Ja, kaj pa, če bo glih ta cajt, pa moja žena umrla. Ja, boš pa od mrtvih obudil, ne skrb. Ti imej čas, ker si sam ti z Bogom. Ne moreš biti 24 ur na razpolago drugim ljudem. Ne moreš, ker boš pregoril. Niti Boga ne boš poslušal. Brez veze je tak življenje. Ker ti nisi Bog, a je tako? Ti nisi 24/7. Sveti Duh je 24/7. Amen? Ti pa rabaš svoj čas z Bogom, svoj mir. Halleluja. Ti rabaš plac, kjer ti noben ne sme motiti. Ker imaš z Bogom. Zakaj? Ker tam se bo rojeval Božji načrti, Božji plani. Sveti Duh te bo izpolnjeval. Razumeš, da če ti nisi izpolnjen s Svetim Duhom, boš rabil ful ene človeške zabave, pa ljudi, pa da ne govorim o drugih substancah. Ampak če si ti izpolnjen s Svetim Duhom, halleluja, ti nič ne rabiš. Amen, ti si poln življenja. Halleluja. Ti si generator energije življenjske. Halleluja. Napoja, ki ga vsi ljudje iščejo. Halleluja. In zdaj poglej to. Peter je začel govoriti v 34. vrstici. Prav, zdaj pa resnično spoznam, da Bog ne gleda na osebo, ampak mu je v vsakem narodu všeč, vsak, ki dela pravično in ga Bog sprejme. In ki se boji Boga, sprav, ki spoštuje Boga. Božji strah pomeni, da spoštuješ Boga, da ga daš na prvo mesto. Ne moreš reči, da imaš spoštovanje do Boga, pa nikoli si časa za njega ne vzameš. Razen, če si ful v problemih in pol mu težiš, naj ti pomaga, naj te reš, ko si zabluzil. Ne, ti vsak dan si vzam cajt za njega. Halleluja.
In kaj se je zgodilo? Peter pride tja in Sveti Duh prekine njegovo pridigo in nafila ljudi in oni začnejo govoriti v novih jezikih. Se pravi, Peter je bil šokiran, kaj je s temi Rimljani, to so pa naši sovražniki. In oni vsi začnejo moliti v novih jezikih. Haleluja. Se pravi, zdaj so neki prazniki v religioznih krogih Birme in tako naprej. Ljudje hodijo. To je prava Birma, da govoriš v novih jezikih. Če ne govoriš v novih jezikih, še nisi sploh sprejel sakramenta Birme. Lahko da so ti kupili nov kolo, novo uro, ko si prišel ven iz Birme. Jaz se edin to spomnim, ko sem bil komunist, da je moj sošolec dobil novo uro, ki je bil pri Birmi. To je vse, kar sem vedel od Birme. On pa tudi. On tudi ni imel pojma. Ampak prava Birma je, ko si ti izpolnjen Svetim Duhom. In pol začne šikara basen. Moje prve besede so bile arde di ari arden. Še zdaj se spomnim. Ko je Sveti Duh sred ulice padel na mene. Haleluja. In sem mislil, da me je kdo iz škafom vode polil. In sem gor pogledal, če kakšna gospa zalivala rože v Stari Ljubljani. Pa me je zanalašče še polila, ko je videla, da si dolg nisem las umil. Ampak nobene bakice ni bilo na okno, ampak je Sveti Duh padel na me. In jaz sem hotel reči, slava ti Jezus, nekaj tazga. In pa sem rekel, arde di ari arden. In pa sem mislil, ne, zmešal se mi je. In pol je zraven mene bil en brat, Andrej pa Jovo, mesti, da sta bila. In sta rekla, hej, izpolnjen si Svetim Duhom. Sem rekel, wow, haleluja. Amen, če nisi izpolnjen Svetim Duhom, to je, brez tega je krščanstvo intelektualna religija. Lahko vse veš, imaš ful teologov, ful vsak citat so razštelali na prafaktorje in na koncu sploh življenja not niso najdeli, ampak imajo 10 teorij v vsaki besedi, zakaj je na unem mestu. Živijo pa eno prazno, brezvezno življenje. In pol, ko je kdo bolan, ga pošljajo v bolnico, če kdo v duševni stiski, ga psihiatru pošljajo. Cerkev, tega ni v Bibliji. V Bibliji so ljudje ozdravljeni. Amen. Pridejo hejo se, Sveti Duh jih napolni. Haleluja. Predaj se danes. Haleluja. Če še nisi izpolnjen Sveti Duhom, ga klič, dokaj noš izpolnjen. Jaz, če bi bil baptist, recimo, pa da ne bi verjel v Svetega Duha. In pol, recimo, en baptist je zadnjič prišel k nam v cerkev, v Šentjur. In pol je rekel, upam, da niste karizmatična cerkev. In pol sem rekel, da razloži mi, kaj to pomeni karizmatična cerkev, da bom vedel, a smo ali nismo. In pol je rekel, a veš, to so te, ki molijo v novih jezikih. Tako, haleluja, pa so vsi prvi apostoli karizmatiki, da so vsi molili v novih jezikih. Pa si v dobri družbi. Haleluja. In pa rekel, ampak mene je pastor ful svaril, ne gremo v cerkev, kjer molijo v jezikih. Ja, pol pa ne strga ven večino apostolskih del. Da ne govorimo o 1. Korinčanom, tam o 12, govori v darovih, v manifestacijah duha, 14, pa ali prav ne, vsi molimo v jezikih. Pa moraš veliko Biblije ven strgati. Jaz sem na trgu, haleluja. Jaz bom raje svoje srce raztrgal. Amen. Jaz tam, ko se ne strinjam z Biblijo, bom sebe raztrgal, ne Biblijo. Razumete? Raje se bom ponižil, raje bom rekel, Jezus, pomagni. Jaz si to ne predstavljam. Jaz si ne morem predstavljati, da bi srečal enega kristjana, ki bi mi rekel, da moli v jezikih, jaz pa da ne bi molil v jezikih. Meni bi bilo to, daj naredi še meni to, haleluja. Kva ne naredim, rabim to. Jaz ne mogu spati, dokler ne bi govoril v jezikih, razumeš? Jaz ne vem, kako ljudje živijo, da vejo, da nekaj obstaja, pa da ne grejo po to. Jaz to ne predstavljam, haleluja. Jaz, če bi vedel, da je Bog izlil Svetega Duha, jaz pa še naprej hodim v intelektualnem krščanstvu brez Svetega Duha, jaz bi rekel, jaz ne grem ven iz sobe, jaz grem na gladovno štrajko, haleluja. Dokler me noš izpolnil Svetim Duhom, se nam prikazal, nikamor ne grem, haleluja. Dopust, nič me ne zanima, hočem Svetega Duha. Ne ti povem, še zdaj rabimo Svetega Duha. Tudi, ko že govoriš o jezikih, rabaš skozi Svetega Duha. Dobro se je skozi izpolnjevati Svetim Duhom.
Jaz sem si enkrat rekel, da nam šel več trezen iz hiše, ampak že zjutraj bom pijan od Svetega Duha. In pol mi je Bog dal tako službo, da sem že ob 6. zjutraj mogel biti v delovni hali. In kva se je zgodilo? Mogel sem ob 4:30 vstajati. To je katastrofa za me. Jaz sem spal do 9, vedno. In pol mi je bilo ful težko se napiti s Svetim Duhom. In sem vstal, naredil sem si kavo, začel sem Biblijo brati, da ne bi zaspal. In potem sem začel moliti v jezikih, haleluja. In potem sem bil bolj in bolj izpolnjen s Svetim Duhom. In potem sem začel prihajati na delovno mesto in je Sveti Duh čez mene se vseh delavk tam dotaknil, haleluja. In sem imel prebujenje na delovnem mestu, haleluja. Ful je bilo izlitje Svetega Duha, jaz sem užival v službi, ful, haleluja. Ampak, če se ne bi prej napil zjutraj s Svetim Duhom, bi ful trpel, ker to je bilo tako delo na tekočem traku, ni bilo prijetno, haleluja, na ven. Ampak še nikoli nam pozabil te službe. Škoda, da me je Bog pa napredoval čez pol leta. Sam pol leta bil tam. Ampak, razumeš, maj čas, kjer se izpolnjuješ s Svetim Duhom. Ne misliti, da je to pač nekaj marginalnega, Sveti Duh ni opcijsko za one, ki so karizmatiki, razumeš? Ker so vsi prvi apostoli bili karizmatiki. Cela cerkev je karizmatična. Sploh ne obstaja nekarizmatično krščanstvo v Bibliji. To ne obstaja. Ljudje so izpolnjeni s Svetim Duhom, kjerkoli bereš apostolske dela. Tako. In koliko še bolj danes to rabimo. Amen? In bomo danes molili za to. In tukaj vidimo, da Bog ne gleda, kdo je Hrvat, kdo je Slovenc, kjer je narodnosti si. Lahko si Rom, lahko si ne Rom, lahko si Žid. To nič ni važno. Važno je samo to, a si izpolnjen s Svetim Duhom ali nisi, haleluja. In tudi, če si že, bod še bolj, haleluja. Bod skozi lačen Boga. Ne biti nikoli reči, maja, se govorimo v jezikih, se to vse skupaj brez veze, itak. A je kaj drugače. Ne, bod izpolnjen, haleluja. Jaz vedno, ko tako mal ratam utrujen v življenju, a pa mal, ko zgubljam tako ljubezen do življenja in ko vidim, da me stvari motati začnejo, je to samo znak, da rabam olje Svetega Duha, haleluja. Ko vrata začnejo škripati, jih moraš podmazati. Moraš jih malo namazati. Jaz sem imel našega apostola Neil Myersa, pa nas enkrat na obisku, in vrata od spalnice, jaz pa nisem vedel, da škripajo, ker sem bil navajen. Preklem, pa kva to škripa, ful? A nimaš nobenega olja doma, da to malo podmažeš. In pa sem z olivnim oljem, ker nisem od drugega, sem olivno olje na vrata zlil. In je takoj nehal škripati. In je bilo the best. In pa sem se rekel, haleluja, to jaz rabam. Jaz skozi rabam olje Svetega Duha. Amen? Haleluja. Rec vam vsedu, rabaš olje. Rabaš še olja, haleluja. In danes bomo molili nad vsakim, kaj je tukaj. Imamo eno flašo olja, par let staro, ki je nikoli ne zmanjka. Ne vem, koliko litrov smo že ven zlili, pa noče zmanjkati. Odkar je Ashley nad njo molil, naš apostol. In pač počasi jo zmanjkuje, ko jo dajemo tudi drugim cerkvam. In tist, ki damo, pol ni več v naši flaši. Ampak danes bi rad molil za vsakega, da je izpolnjen s Svetim Duhom. Haleluja. In poglejte, kaj prav naprej. Peter je nadaljeval in je rekel, ali lahko kdo prepove vodo, da krstimo te, ki so sprejeli Svetega Duha. Se pravi, pol so se šele dali krstiti v vodi. Se pravi, sploh ni formule pri Bogu. Lahko si najprej izpolnjen s Svetim Duhom, pa šele pol si potopljen v vodo. Ker krst pomeni potopitev. Se pravi, imamo potopitev v duhu, pa potopitev v vodi. Mi dostikrat vidimo ljudi osvobojene, ki so potopljeni v vodi. Ampak dostikrat, ker nimamo vsak dan potopitve v vodi, so ljudje že potopljeni v Svetega Duha, preden jih potopimo v vodo. In v soboto bomo imeli potopitev v vodo na pikniku na Slivniškem jezeru, ampak obvezno pol še molimo za ljudi, da so še v Svetega Duha potopljeni. In pol, če se kakšen demon manifestira, še demone izganjamo. Ker preveč kristjanov ima demone, a veste to? In so skozi pod enimi prekletstvi. Če skozi nekaj delaš, pa skozi imaš iste probleme, lahko da imaš kakšno prekletstvo, ki ga je treba zlomiti. In to ni nič hudega.
To je nič hudega, to v imenu Jezusa zlomaš, haleluja. Povabiš Svetega Duha, to je normalno v krščanstvu. Zato imamo knjižico na spremem.si dobrodošli v Božje kraljestvo, kjer hočemo, da človek takoj že v vstopu k Jezusu, da je na novo rojen, izpolnjen Svetim Duhom, osvobojen prekletstev in ozdravljen bolezni. Haleluja. Znači, dajmo povabiti Svetega Duha. Oče, hvala ti za vse tukaj noter, za vse, ki gledajo kasneje. Oče, mi kličemo moč Svetega Duha na vsazga. Klič danes, kjerkoli si, povab Svetega Duha, da te napolne. Haleluja. Haleluja, Sveti Duh, dobrodošel si, izpolni nas. Haleluja, tako kot si izpolnil prve učence, haleluja, Oče, izpolni nas danes, haleluja. Ne bomo na ognju zate. Oče, jaz molim, da tvoja moč pade na nas, haleluja. Oče, da ne bomo prazni okoli hodili po zemlji, haleluja. Da ne bomo hodili, Oče, v človeškem napuhu in v intelektualnem krščanstvu, ampak da imamo moč Svetega Duha. Tako kot je rekel Peter, srebra in zlata nimam danes sabo, ampak kar imam, to ti dajem. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana vstani in hodi. Tako kot je rekel apostol Pavel, evangelij ni v človeški modrosti, ni v modrosti črke in filozofiranju, ampak se očituje ta moč in duh. Sveti Duh, dobrodošel si. Mi hočemo imeti svež odnos s tabo. Mi hočemo slišati tvoj glas, tako kot Peter, tako kot Kornelij, haleluja. Nočemo hoditi brez tvojega glasu, haleluja. Nočemo zamujati stvari, ki si jih pripravil in nočemo delati v svojem naporu in napuhu, haleluja. Mi ti predajamo svoje življenje, haleluja. Predajamo ti svoje misli, haleluja. Haleluja, vse ti predajamo danes. Predajamo ti svoje srce, haleluja. Nočemo živeti sami. Nočemo biti odvisni od človeških naporov, haleluja. Izpolni nas, použi nas, prevzemi nas, potop nas v Svetega Duha. Smo, da smo krščeni v Svetem Duhu danes, haleluja. Tako kot prvi apostoli, izpolni nas Sveti Duh. Izli se Sveti Duh, haleluja. Izli se Sveti Duh. Izpolni vsako srce, haleluja. In ko Sveti Duh pade nate, odpri usta in začni govoriti v novih jezikih. Šikara sendere berkindo lobor sendere berkindo. Hirobo sandara labakete lebe šikara bahaja. Rebo rondoro lobo šakara bahaja karaba sendere bertendere berkindo lobor sendere berkindo. Šikara laba sendere bertendere berkindo labar sendere berkindo. O, haleluja, če ne bojo tvoji otroci, služabniki na ognju Svetega Duha, haleluja. O, haleluja, sukara barendere berkende. Ne bomo 1000-krat večji na noter, kot na ven, haleluja. O, haleluja, Oče. Molim, da ljudje, ki se z nami srečajo, da pridejo v tvojo prisotnost, Oče. Jesus, sikara barendere bertendere berkindo robor sendere berkende. O, haleluja, izpolni svojo cerkev z ognjem Svetega Duha, haleluja. Izpolni nas, Sveti Duh. Dobrodošel si, naš najboljši prijatelj. Hvala, da si na zemlji z nami, naš tolažnik, naš svetovalec, haleluja. Ti si naš pomočnik, ti si naš stand-by, vedno si ob nas in v nas. Ti si naša moč, haleluja. Rabo se kere berende reberkende reberkende. Iko to robo se kere reberende reberkende. Šikara labasende reberkende. V Judu 20 piše, kdor moli v duhu, se izgrajuje, haleluja. Moli v jezikih, da se izgrajuješ, haleluja. Da si močen na noter. Da te vpliv tega sveta ne požre. Da bremena ne morejo sedeti na tvojih plečih, da duh teže ne more tebe stiskati v poden, ampak da ostaneš močen v duhu, haleluja. Skličem, Oče, da je tvoja cerkev močna v duhu, haleluja.
neomajna v svetem duhu. Haleluja. Oče, da žarimo kar reflektorji v temi. Da iz nas tečejo reke žive vode. Haleluja. Jaz sem rekel, kdor bo verjel vame, bodo iz njegovega trebuha tekle reke žive vode. In to je govoril o svetem duhu. Oče, ne tečejo reke žive vode danes. Ne tečejo reke žive vode danes. Šikarabosi, keleberim. Jaz zapovedujem pretok rek žive vode. Ne tečejo reke žive vode. Haleluja. Da vsaka puščava okoli nas ozeleni. Haleluja. Šikararabosi, endereberkendere bersindoro bortende. O, haleluja, haleluja, haleluja. Tam, kjer je sveti duh, tam je svoboda, haleluja. Tam ni zvezanosti, haleluja. Kogar sin osvobodi, resnično svoboda, haleluja. Hvala ti za svobodo v duhu, oče, haleluja. Da smo lahko neobremenjeni od stvari tega sveta. Da lahko letimo s tabo, haleluja. Šikaralabasendere-berkendere-berkendere. O, hvala ti, oče. Hvala ti, sveti duh. O, haleluja, ljubimo te, Gospod, haleluja. Obožujemo te, haleluja. O, hvala ti, Jezus, za svetega duha. Hvala ti, sveti duh. Vdiham danes vase Božjo moč, vdiham Božjo prisotnost. O, hvala ti, sveti duh. On vedno pride. On ni jezen nate, haleluja. Jev se je umrl zate, da si lahko pravičen poveril njemu. In zdaj lahko pogumno prideš pred njegov prestol milosti in sprejmaš moč svetega duha. Haleluja. On ti ne bo dal kače, če ga prosiš za jajce. Se pravi, če si lačen, ti ne bo dal nek fake. Če si lačen svetega duha, ti bo dal svetega duha. Ne se bati svetega duha. O, haleluja, on je nadnaraven, ampak ti je tudi domač, če si na novo ren, ti je sveti duh nekaj najbolj domačega v tvojem srcu. On te potolaž, poteši tvoje potrebe. On te izpolnjuje. On te zakrpa. On te skup sestavlja. Hvala ti, sveti duh. Lahko da dobiš še en zlog, rečka, haleluja. Ker dobro je, da dovoliš, da iz duha prihajajo reke žive vode. In kad začneš moliti v jezikih, sproščaš reko žive vode. In ratuješ močnejši v duhu, haleluja. Šikaralabasendere berkendere berkendere. Robo sotoro robo šakalabaka. O, haleluja, sveti. Jesus. Karabarendere berendere alabaradalabade. Robo sondoro robo rendere alabaka taralabaši kalabakaja. O, hvala ti za tvojo prisotnost, Gospod. Hvala ti za reke življenja. Robor sendere berkende la barenda rabusi. Haleluja. Uradno zaključujemo srečanje, kdor pa bi reč molil, lahko moliš tem, ker si lahko priš naprej.
place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name. This is a house of healing. Our hearts are full of faith. You have our full attention. You have the final say. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. There's resurrection power. Your blood runs through our veins. Hope like a slow. Give Bernard our love. There's resurrection power. Your blood runs through our veins. Your kingdom triumphs over even the coldest grave. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring